Pomen in namen življenja. V besedi pomen je po pa men. Men je moški. Po moškem je tudi dano življenje. In moški ljubi življenje, ljubi tudi ženo. Moški se vojskuje, ne ljubi življenja. Zato je zelo pomembno, da razumemo, kaj je stvarnik, ko je ustvarjal človeka po svoji podobi, želel, načrtoval, kaj je bil njegov cilj. Cilj stvarnika je bil od vsega začetka raj na zemlji. Zato je ustvaril nebo in zemljo. Ustvaril je vode, sonce, luno, zvezde, rastlinje, sadje s semeni in živali za radost. In prvotni načrt stvarnika je bil, da bi se zemlja napolnila s srečnimi, zdravimi, radostnimi ljudmi in da bi se zemlja spremenila v cvetoč, lep raj. To je bil osnovni načrt. Ker človek ni robot in mu je Bog vdahnil svojega duha, ima svobodno voljo. Poslušati Božjo voljo, slediti temu načrtu Božjemu ali biti sebičen in delati brez spoznanja Boga, brez poslušnosti Bogu. Ker človek, ki je poslušen Božji volji, ne more ubijati. Ne more biti diktator, ne more biti sebičen, neenakopraven, ker Bog ljubi vse ljudi. Bog ljubi vso zemljo, vse živali. To je bil Božji načrt. Zaradi svobodne volje, ker nismo roboti, je človek začel ignorirati Božjo voljo. To je tako, kot če drevo presekamo in ga odstranimo iz zemlje, umre, zboli. Drevo brez korenine umre, tako kot tudi človek brez ljubezni do Boga umre. V bolečinah, v jezah, v sodbah, depresiji. Ja, človek, ki je odrezan od Boga, umira. Ko se rodimo, smo povezani z Bogom, če ne, se ne bi mogli niti roditi. Nemogoče se je roditi brez Božje prisotnosti, brez Božje ljubezni, brez Božjega duha. Zato nam je Jezus rekel: bodite kakor otroci, ker otroci poznajo Božje kraljestvo. Koliko časa pa otroci poznajo Božje kraljestvo? Dokler ne grejo v šolo. Dokler jih v šoli ne naučijo poslušati pravila, poslušati zakone, tekmovanja, ocenjevanja. Ja, otroci v šolah izgubljajo stik s svojim izvorom življenja. In zato ni čudno, da je prav v osnovni šoli toliko problemov, toliko stresov,
toliko hudih stvari se dogaja. Vse tiste šole, ki dovolijo otrokom prijazno šolanje, kreativnost, ustvarjalnost, se tem otrokom veliko prihrani stresov, bolezni in njihovo življenje ostane rajsko. Ja, jaz osebno se spominjam, kdaj sem bila odrezana od svojega Boga. Še danes se točno spominjam trenutka. Bila sem nasmejana, radostna, bila sem v eni vrsti, ker je bilo veliko otrok. Mogoče sem bila stara 7 let, ne vem, ne spominjam se starosti. Spominjam pa se smeha, ki sem ga čutila, in radosti, ko sem bila še v vrsti. Seveda sem bila v vrsti za cepivo. Potem pa tema. Odrezali so me od Boga, od Božje ljubezni s cepivom. In zato to počnejo tudi dandanes. Češ, da cepivo ohranja življenje. Češ, da bo cepivo zaščitilo otroka pred sistemom, pred bacili, pred boleznimi, pred smrtjo. Laž, velika manipulacija. Otrok potrebuje samo ljubezen, kreativnost, čisto vodo, sonce, ljubeč objem in stik z življenjem. Da vidi svoje starše srečne, da vidi srečne otroke, da je del radosti. To potrebuje otrok danes. In imajo naši otroci to? Jaz osebno svojih hčeri prvi dolgo časa nisem znala, ne zmogla dajati te ljubezni, ker sem bila odrezana od nje. Ja, pač so me cepili in življenje je šlo v napačno smer in moje umiranje po kapljicah je bilo tudi vidno pri vzgoji in pri odnosu do moje hčere. Ne morem popraviti preteklosti. Ne morem, nažalost ne. Lahko pa vplivam na današnji dan. Lahko popravljam jutrišnji dan vsem nam. Zakaj bi delali tiste napake, ki so nam vzele radost, zdravje, dobesedno življenje? Le zakaj? Smisel življenja je radost. Smisel življenja je življenje. Smisel življenja je, da se imamo radi, da smo v skupnosti s prijaznimi, ljubečimi ljudmi in da živimo čudovito življenje. Saj smo s samim rojstvom že blagoslovljeni. Imamo nad sabo čudovito nebo, sonce, luno, zvezde. Hodimo po čudoviti zemlji, ki ima čudovito preprogo, travo. Razveseljuje nas tudi cvetje na travnikih, cvetoče jablane, drevesa, ki pomladi zacvetijo v vsej svoji lepoti. Ja, rojeni smo v rajsko življenje, ki pa se na žalost pretrga skozi čas. Skozi sistemske ukaze, sistemska pravila, skozi poseganje v matematično logiko, v naravne zakone in v pravila, sisteme. Po meni, po možu je prišlo življenje tudi za žensko, res je.
Vendar ženska, ki ni povezana z ljubeznijo, ki je odrezana od izvora ljubezni, ki ne ljubi svojega moža, ne ljubi Boga, ne ljubi življenja, je bolečina tudi za moža. Je bolečina za sebe in za svoje otroke. Jaz sem bila predolgo ta bolečina, res predolgo. A ko sem se odločila za ljubezen, za življenje, se mi je vse vrnilo. Radost, življenje. Ko sem rodila prvega sina, to je bilo za mene resnično veliko veselje. Dobila sem moža, ki me je ljubil brezpogojno. Ja, moj novi začetek je bil rajski. Vendar na žalost okoli mene je bilo preveč ljudi, ki so bili ljubosumni, zavistni, jezni, ukazovalni, fanatični, ki so sodili mene in moj zakon in mojo ljubezen do življenja. In so grenili moje življenje. Zelo uspešno. Ja. Uspešno. Ranevali so me. In tudi mojega moža so ranevali. Primer. Njegova družina ga je dobesedno ignorirala. Tudi njegovega sina. Niso niti prišli pogledat. Ko smo obiskali to družino, smo imeli zaprta vrata. Vendar sem vztrajala v ljubezni, v razumevanju, v sočutju. Ker če si naučen, da je ljubezen greh, da je treba služiti črki in sistemu in pravilom, pač, če kdo krši ta pravila zaradi dotika ljubezni, so bile pač razumljive reakcije. In moja molitev in moja ljubezen je zmagala. Sprava je prišla čez nekaj let. In hvala Bogu za to spravo. Hvala Bogu, da sem ostala zvesta ljubezni. In še vedno sem zvesta ljubezni. Ne glede na situacije, ne glede na izzive, ne glede na okoliščine. Ker mene ne ustrašuje materialni svet, čeprav ga tudi imam rada, vendar na prvem mestu imam ljubezen. Ljubezen do ljubezni, ljubezen do mojega stvarnika, ljubezen do svetih, ljubezen do resnice, ja, ljubezen do moža. Je veliko izzivov, veliko je testov. Vsak dan kakega dobim, vendar imam ljubezen na prvem mestu. Tisto ljubezen, ki je zastonjski dar iz neba. Dajanje ljubezni, sejanje ljubezni je moja nova pot, moja nova sreča, moja radost, moje življenje. To sem jaz sedaj. In dovolim, da Bog zmaguje v mojem življenju. Ne sodba, ne zamera, ne jeza, ne bolečina, ne revščina, ne kraje, ne lažnive obsodbe. Ne. Pomen življenja spoštujem, ker mi je dan, da ga živim v ljubezni, v obilju in da to širim z ljubeznijo naprej. Ne za svojo slavo, ker je ne rabim, ne za denar, ker je to zastonjski dar. To živim, ker me to ustraščuje,
ker mi to daje občutek, da živim, ker se mi duša radosti. Zato je moja pot brezpogojne ljubezni, kar je tudi prva alineja 9. člena našega statuta. Nisem jaz ta brezpogojna ljubezen. Ne, nisem. Jo pa sprejemam in darujem naprej. Sprejemam kot dar in darujem naprej kot dar. In namen življenja, namen je, spet pa men je spet moški, da ljubimo življenje, da ljubimo človeka, ki je ustvarjen po Božji podobi, da ga cenimo, spoštujemo in da damo življenju življenje, ljubezen, radost. In to je tista moč, ki je zastonjski dar. In kdor ima ljubezen na prvem mestu, mu je tudi vse ostalo dodano. Kdor je bogat, mogoče na krivičen način, slej ko prej bo to bogastvo tudi izgubil. Bogastvo ne daje zdravja, ne sreče, je kratkotrajni užitek, vendar pravo bogastvo, prava sreča je sreča, ko ljubimo. Ljubezen Boga stvarnika, ko ljubimo življenje svoje in življenje vseh bližnjih. In z vsem srcem si želim, da se vsak izmed nas vedno znova in znova odloča za to ljubezen do ljubezni, za to ljubezen, ki usrečuje, ki ozdravlja in ki nas povezuje v skupnost srečnih belis ljudi. Naj bo to društvo za srečno življenje belis tista svetla točka v tem svetu in naj se razširi po vsem svetu. Naj vsak sprejme to lepo resnico, da smo Božji otroci, tudi ko smo starejši, in da to lahko ostanemo, če se za to odločimo. In vsak, ki se za to odloči, je nagrajen z radostjo, mirom, zdravjem, z ljubeznijo. In z vsem srcem si želim, da bo cel svet beli svet, da bomo vsi beli otroci, da bomo vsi sprejeli to brezpogojno ljubezen za svojo pot, za svoj smisel in namen življenja. Hvala lepa za vašo pozornost.